Papež Frančišek se je med današnjo jutranjo homilijo ponovno vrnil k temi krščanske identitete in posvetnosti. Da bi zavarovali krščansko identiteto, moramo biti dosledni in se izogibati izkušnjavam posvetnega življenja, je zatrdil, pri tem pa izhajal iz berila, ki se je bralo med sveto mašo v kapeli doma svete Marte. V drugi knjigi Makabejcev beremo o starcu Eleazarju, ki ne pusti, da bi ga duh posvetnosti oslabil, raje umre, kot pa da bi se prepustil odpadništvu enoumja. Ni hotel jesti svinjskega mesa, kar so od njega zahtevali njegovi posvetni prijatelji, da bi mu tako rešili življenje. A on ohrani svoje dostojanstvo s tisto plemenito držo, ki si jo je pridobil z doslednim življenjem. Sprejme mučeništvo. Pričuje. Duhovna posvetnost nas oddaljuje od doslednega življenja, naredi nas neverodostojne, je zatrdil papež. Oseba se pretvarja, da je takšna, a živi na nek drug način. To je posvetnost. V začetku jo je težko prepoznati, saj je kot molj, ki počasi uničuje blago, dokler to ne postane neuporabno. Človek pa, ki pusti, da ga vodi posvetnost, izgubi krščansko identiteto. Il tarlo della mondanità ha rovinato la sua identità cristiana. Molj posvetnosti je uničil njegovo krščansko identiteto, je razlagal papež Frančišek. Pravi, da je velik katoličan, vsako nedeljo gre k maši, potem pa gre v službo in tam jemlje in daje podkupnine. Questo non è coerenza di vita, questo è mondanità. To ni verodostojno življenje, je posvetnost. Posvetnost te vodi v dvojno življenje, v navidezno in v resnično. Oddaljuje te od Boga in uničuje tvojo krščansko identiteto, je pripomnil. Jezus je zelo odločen, ko prosi očeta, naj obvaruje učence pred duhom sveta, ki uničuje krščansko identiteto. Trden vzor, ki se zoperstavlja temu duhu, je ravno Eleazar. Misli na mlade. Če bi padli v posvetnost, bi bili izgubljeni po njegovi krivdi. Lo spirito cristiano, l'identità cristiana mai è egoista, sempre. Krščanski duh, krščanska identiteta ni nikoli egoistična. Vedno skrbi za svojo doslednost, se izogiba pohujšanju, skrbi za druge, daje dober zgled.